V sklopu domoznanskih predavanj v Medvoški knjižnici je v torek 26. oktobra dr. Jurij Šilc obiskovalce pobliže seznanil s plemiči iz Sore. Po ohranjenem pisnem gradivu so na območju Sore in Drage živeli od sredine 12. do sredine 13. stoletja. V naše kraje pa prišli s Koroške, odkoder so doma tudi njihovi gospodje Španhajmi. Plemiči iz Sore so imeli svoj sedež v gradu na vrhu gradišča nad Drago, sicer pa je njihova zgodovina in vloga v zgodovini ovita še v precej gosto tančico skrivnosti, ki raziskovalcem zgodovine daje še kar nekaj zanimivih izzivov. Plemiči iz Sore so pravzaprav ministeriali mogočnih gospodov španhajmskih in sodelovali na skrajnem severozahodnem robu ljubljanskega gospostva, kjer so Španhajmi mejili na loško gospostvo frajsinškega škofa. Plemiči iz Sore so že v 12. stoletju razpolagali tudi s podrejenimi vitezi, a je sicer o njihovem življenju znanega precej manj kot o njihovih kolegih z bližnje soseščine pod Eterbenkom, ki jih Medvoščani poznamo kot roparske viteze. To je bilo v bistvu služba vitezov oziroma teh hlapcev, to je bilo nižje plemstvo, ki je bilo podrejeno višjemu plemstvu in njihova osnovna naloga je bila pač, da se nekako borijo za svojo posest in po možnosti za svojega gospoda pridobijo še kakšno posest. Zato so bili neprestano v sporih s frajsinškim škofom, ki je imel posest tam na oni strani, na Loškem, in tako eni kot drugi so bili roparski vitezi, če jim tako rečemo, le da je o teh eterbenških mogoče malo več zapisanega ostalo. Dr. Jurij Šilc je v raziskovanje delovanja plemičev iz Sore vložil kar nekaj dela ter na tokratnem predavanju predstavil znana dejstva. Ja, v sorških vitezih, da so prav izrecno omenjeni z imeni, pa s pridevnikom, da so imenovani po Sori, kjer naj bi imeli svoje bivališče, je vse skupaj v 3 originalnih listinah iz, smo rekli, 12. 13. stoletja, pa v enih 3 prepisih teh listin iz kakšnega stoletja kasneje. Poleg navedenih dejstev, ki so zabeležene na listinah, pa je čar brskanja po starih dokumentih tudi iskanje sledi, ki bi pripeljale do novih ugotovitev. Dokler te niso podprte s pisnimi viri, pa seveda raziskovalci lahko domnevajo o določenih povezavah, na katere bi lahko namigovali nekateri zapisi. Uporabiti pa je potrebno tudi vse že pridobljeno znanje o historičnem dogajanju v obdobju, ki ga pregledujejo. Domneva, o kateri sem nocoj govoril, je predvsem, kakšne so bile relacije med njimi, ali gre za dedno vejo, torej ali je oče, sin in tako naprej, ali pa so krvno, sploh niso v sorodstvu, ampak so le vsi na tem mestu bili v službi frajsinškega gospoda, torej takrat tudi koroškega vojvode, pa šefa Ljubljane. In so se le imenovali po Sori, ker so pač v Sori prebivali. Ker včasih se je zgodilo, da je šel nek plemič, Henrik, iz Sore naprimer nekam drugam služiti, recimo da bi šel na Eterbenk in bil takrat naprej Henrik Eterbenški. Tako da te stvari je včasih zelo težko slediti. Priimkov seveda ni bilo, bila so le imena in le potem časovni okvir in pa osebno ime, pa kakšen kontekst da namig, da tako zadevo rešiš. V primeru sorških vitezov sicer Jurij Šilc povezav ni našel na takšen način, saj se je vseh 5 oziroma 6 najdenih mladeničev imenovalo po Sori. Le zadnji, morda potem prav na koncu celo po vasi Draga, vasici le streljaj oddaljeni od Sore. Prvi znani plemič je bil Ortvin iz Sore. Naslednji, ki ga je Jurij Šilc odkril, je Henrik iz Sore ter njegov gradiščan Pabon, pa Otona I, Pucelina in Majnhalma iz Sore. Za Otona II. Pa je preko listin potrjeno, da je bil sin Majnhalma. Oton II. Je bil zaradi sporov s frajsinškim škofom zaprt in takrat je tudi Gerloh Eterbenški škofu izročil 14 svojih kmetij, ki mu jih je škof potem podelil v fevd. Korenine vitezov iz Sore sicer izhajajo iz Koroške. Govorimo o 12. stoletju, takrat, ko se ravno utrdi, formira ljubljansko gospodstvo s velikimi Španhajmi kot njihovim gospodi, torej tistimi, ki so bili zemljiški gospodi te posesti. In večina nižjega plemstva, ki je bila v njihovi službi, je prihajala s Koroške. Namreč Španhajmi so Korošci, tudi oni so s Koroške prišli.
Potem pa so se nekateri kar naselili tukaj. Zanimivo je, da se je to nižje plemstvo med seboj tudi povezalo preko porok, tako da so se poročali, recimo, ne vem, kakšni Jetrbenški s kakšnimi s kakšno Pohograjsko ali pa kaj podobnega, ali pa tam dol spodaj pod Ljubljano, Falkenberško, tako da so bile te povezave med seboj, ne. V dostopnem zgodovinskem arhivu žal ni med sorškim plemstvom niti ene same omembe kakšne ženske, tako da žal ni znano, če je kaka sorška plemkinja za moža dobila jetrbenškega viteza. A morebiti bo nekoč nekje v kakšnem zaprašenem zvezku zapisana prav takšna zanimivost, ki Juriju Šilcu po 40-letnem delu na povsem tehničnem področju kot znanstveni sodelavec na inštitutu Jožef Štefan zdaj krajša upokojenske dni. Sem pa nekje pred dobrih četrt stoletja, torej 25 leti, malo pred letom ali pa malo po letu 90, no recimo takrat, ko je tudi naša država nastala zadnja, me je ta zgodovina zelo potegnila. Najprej rodoslovje, torej pač brskanje po svojih koreninah in pa koreninah vseh, ki so me poznali naokrog. Potem pa mi je nekako bil zelo pri srcu srednji vek in zadnjih 15 let se že skoraj na pol profesionalno ukvarjam z historično topografijo srednjeveško, kar pomeni nekako lociranje zemljepisnih geografskih imen, torej iskanje, kakšen zapis današnjega kraja je bil nekoč, recimo v 12. stoletju. Jurij Šilc bo, če bodo dogodki lahko organizirani normalno, v Medvoški knjižnici gostoval tudi na domoznanskem večeru 17. novembra. Takrat bo govoril o plemičih z Jetrbenka, ki so posest v hribovitem območju Jetrbenka obvladovali s kompleksom gradov, od katerih je danes ostalo le še prgišče ruševin.